Tako, spoštovane dame in gospodje, 22. april 2020, jubilejni 50. mednarodni dan Zemlje. Vidimo, da je narava nekaj čudovitega, raj na Zemlji. Ampak še v tako oddaljenih kotičkih se v današnji dobi najdejo odpadki. Odpadki, ki so produkt človeka. In ker je danes jubilejni dan Zemlje, sicer nam mora biti jasno, da je vsak dan dan Zemlje, ampak pač, ker so tovrstni dnevi nek bonus na vsakodnevno zavedanje, bom jaz danes pobral tukaj v video, sicer itak redno čistim gost, po katerem se sprehajam, te 3 pločevinke piva in navrgal misel, predstavljajte si, kakšen bi bil naš svet, če bi na vsakem sprehodu vsakdo pobral in ustrezno deponiral samo en odpadek. In bi se pri tem zavedal, prestopil tisti izkrivljen ego, ki mu v glavo narekuje, jaz pa že ne bom pobiral za drugimi, da bi dojel, da ko pobere, tudi če pobere za nekom, dejansko pobere zase, ja. Rečemo takole nekako v maniri Nikole Tesle, ki pravi, da so naši možgani samo sprejemnik informacij, ki prihajajo iz vesolja, itak je narava vesolje. Kaj pa če narava vse tu vidi? Vidi naš sleherni korak, kakšen odnos imaš, pa si nabiraš črne pike, pa zlate pike v življenju. Tak čist malo za razmišljanje, pa tudi če to ne bi bilo tako. Naša dolžnost kot človeka je, da naravo negujemo, da naravo varujemo, da naravo ščitimo in jo plemenitimo, ne pa da uničujemo. Jaz vselej rečem kot raziskovalec holokausta in druge svetovne vojne nasploh, da je takrat, ko je prišlo do teh organiziranih industrijskih genocidov, svet vrglo iz tirnic v neko, imenujemo ga takole pogovorno, paralelno vesolje, kjer je človek postal dejansko uničevalec vsega živega, namesto tisti inteligentni člen, ki ne živi samo spontano, intuitivno v naravi, ampak zna tudi inteligentno, logično in smiselno razmišljati in tudi kaj materializirati. Ampak če se spet vrnemo na Teslo, vse, kar mislimo, prihaja iz vesolja, mi samo sprejemamo. In bolj, ko imamo čiste misli, bolj smo povezani s čisto regenerativno silo. In naj nam bo še enkrat jasno, narava za svoj obstoj nas ne potrebuje. Potrebujemo pa mi naravo in to naj nam vsak dan, vsako sleherno sekundo, na vsakem slehernem kraju, vse povsod, vselej odmeva v glavah in naj nas vodi zdrav človeški ekotrip. Zamenjajmo škodljiv človeški egotrip s koristnim naravnim ekotripom. Naj se zgodi in to takoj. Amen.